Lepo pozdravljeni v novem podkastu Gospodarske zbornice, torej v poslovnih nasvetih. Glede na to, da je oktober mesec kibernetske varnosti, smo se odločili, da tudi v današnji epizodi spregovorimo ravno o tej temi. In sicer se bomo pogovarjali z mojima gostoma, kakšna je ranljivost podjetij, kako sami zaposleni lahko vplivamo na kibernetsko izpostavljenost naših podjetij, kaj prinaša seveda tudi novi zakon o informacijski varnosti, predvsem pa o tudi praktičnih korakih, s katerimi se lahko že danes zaščitimo, torej tudi zaposleni z ustreznim svojim delovanjem, kako lahko zaščitimo svoje podjetje. Z nami sta gosta, dr. Uroš Svete, direktor Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost. Lepo pozdravljeni. Dober dan. In pa gospod Milan Gambor, strokovnjak za etično hekanje ter direktor podjetja Viris. Pa boste več sami povedali, s čim se ukvarjate. Namreč, če za začetek mogoče, da se malce ogrejemo, poveste, kako se pravzaprav vajino delo dotika kibernetske varnosti. En z vidika države, drug seveda z vidika prakse v podjetjih. Ja, hvala za vprašanje. Vsekakor je to naš pravzaprav vsakodnevni posel in tudi zato je bil konec koncev urad ustanovljen. Imamo precej številno razsežje, to se pravi samih nalog, tako po zakonu, kot tudi po našem odloku o ustanovitvi, bi pa morda v neke 3 skupine poskušal na grobo razdeliti. Zdaj, kot pristojni nacionalni organ smo v bistvu na vrhu te piramide, če tako rečem, ekosistema kibernetska varnost in dolžni, da pripravljamo splošne analize, pripravljamo predloge predpisov, vključno seveda z zakoni, podzakonskimi akti, strategijami. To je bil ta policy del, kot seveda vsak drug državni organ pristojen za svojo vsebino. Potem imamo drugi del, ki je bolj tehničen, se pravi, znotraj URSIV-a deluje tudi SIGOV-CERT, ki je pravzaprav odzivna skupina za javni sektor, torej ne samo za državno upravo, ampak za celotni javni sektor v skladu z novim zakonom. Potem seveda imamo tudi inšpekcijo v svoji sestavi in kar je tudi zelo pomembno, vsakodnevno se soočamo z mednarodnimi izmenjavami podatkov. Torej, glede na to, da je kibernetska domena in digitalna infrastruktura res zelo globalna, se tu ogromno dogaja na mednarodni ravni, ali bilateralno, ali multilateralno, ali pa s podjetji. Tako da pravzaprav, če sklenem zelo na hitro, imamo izjemno širok spekter nalog, od čisto policy in torej zakonskih obveznosti, pa potem do tehničnega svetovanja, pomoči pri samih incidentih oziroma opozarjanju na določene ranljivosti. In še kar je mogoče pomembno poudariti, vzpostavljamo predvsem na novo tudi nacionalni koordinacijski center, ki bo pa ravno v vlogi podpore podjetjem. Se pravi, da bo poskušal ta del slovenskega gospodarstva organizirati, podpirati v smislu in prijav na razpise, se pravi, odkrivali bomo dejansko pomanjkljivosti in poskušali na ta način narediti gospodarstvo bolj odporno. Morda tudi v smeri kompetenčnega centra za kibernetsko varnost. Tako. To je ena od pobud recimo Gospodarske zbornice Slovenije na lanskoletnem vrhu. Zdaj, taki centri so absolutno dobrodošli. Sam NCC-SI, ki je pač v URSIV-u, je, bi rekel, tudi prenos evropskega predpisa, seveda pa mora imeti sogovornike. To se pravi, ne moremo mi ne sredstvi, ne z kadri pokrivati vseh težav slovenskih podjetij in izzivov, ki jih imamo danes vsi skupaj, in zato potrebujemo dejansko izravno ekosistema. Torej potrebujemo kompetenčne centre, potrebujemo sogovornike v akademskem raziskovalnem svetu in seveda tudi v gospodarstvu. Nas to veseli, hvala lepa tudi za to informacijo, pa več morda tudi še v nadaljevanju v pogovoru. Gospod Gabor, vi pa seveda svetujete, bom rekel, na terenu podjetjem in ne nazadnje jim pomagate pri kibernetski zaščiti, ne? S čim se ukvarjate? Ja, dejansko mi smo malo na drugi strani, torej mi smo malo bolj hands-oriented, torej dejansko so bolj kot ne naše storitve, ki jih ponujemo tiste, recimo od varnostnega preverjanja, torej tistega, kar je največ, tule od tehnologije, sistemov, aplikacij in nazadnje tudi ljudi. Dosti delamo tudi na izobraževalnem oziroma na trening področju, tole se je v zadnjih letih kar tudi popravlja v Sloveniji na tem področju, torej izobraževanje od menedžmenta do zaposlenih, tudi razvijalcev, recimo, ker je tudi ključna ali pa varna
programska oprema je ključen faktor tudi v tem celotnem ekosistemu in pa tudi dosti na communityju. Torej, ne vem, jaz sem recimo OWASP chapter leader v Mariboru, tako da tudi na tistem področju izobražujemo, sodelujemo tudi pri kakšnih dogodkih in podobno, tako da tu je ta del. Ko se pogovarjamo o kibernetski varnosti, se vsaj na prvi pogled zdi, da je to bolj domena ali pa problem večjih podjetij, ki so bolj vpeta v različne cloude, internetne, bom rekel, ekosisteme in podobno. Ampak dejansko gre za izpostavljenost vseh podjetij, tudi mikro, malih, srednje velikih podjetij. Zakaj? Ja, zdaj seveda to imate prav. Po eni strani imamo velika podjetja, ki ne samo, da so vpeta v neke oblačne storitve oziroma svetovne, tudi jasno poslovne procese, mnogo od njih imajo tudi svoje operativno tehnologijo. Se pravi, imajo poleg informacijske še operativno, pomeni, da digitalna tehnologija v veliki meri upravlja z njihovimi fizičnimi napravami, bodi si, da gre za to, za energetiko, transport, logistiko in tako naprej. In seveda tam preprosto brez delovanja digitalne tehnologije teh podjetij ni. Se pravi, njihova alternativa se ne more več odslikavati v analognem reševanju ali pa v analognih alternativah. Po drugi strani imamo pa podjetja še vedno nekatera, ki pa bolj ali manj so samo ostala na nekem IT delu, se pravi, kjer imajo morda čisto neke druge, poslovne modele, tudi ne nazadnje svoje storitve, produkte, ki niso digitalizirani, oziroma tam pa seveda IT pomeni, da se lahko dejansko v bistvu njihova vloga spremeni ali v dobavni verigi ali v komunikacijah z svojimi partnerji, se pravi domačimi, tujimi. Danes veste sami, da slovensko gospodarstvo je izrazito, vpeto v globalno tržno okolje in zelo malo je takih, ki delujejo strogo in samo znotraj slovenskega prostora. In taka majhna dejansko podjetja imajo pač mnogo manj sredstev, izkušenj, tudi ne nazadnje človeških resursov, da bi lahko sama obvladovala svoje, recimo temu, digitalno okolje. Tako da to je ta vidik tveganja. Po eni strani so morda bolj prilagodljiva glede na to, če pride do kibernetskega incidenta, ker seveda niso v osnovi lahko tako močno digitalizirana tudi v operativnem smislu. Po drugi strani so pa izpostavljena danes, tako kot vsi ostali, na ranljivosti, ki se pojavljajo pravzaprav dnevno, na phishinge, na nepazljivost zaposlenih, in ker nimajo lastnih zmogljivosti, seveda so toliko bolj ranljiva. Tako da tukaj imamo pač absolutno situacijo, ki je vredna pozornosti. Ja, mogoče je tule zanimivo, ker tele manjša podjetja so pač ključni elementi tudi v tej tako imenovani dobavni verigi, ta večjim. In recimo zanimivo je, da je ENISA, torej Evropska agencija za kibernetsko varnost, med grožnjami, ki jih je identificirala do leta 2030, na prvo mesto dodala prav nevarnosti v supply chain, torej nevarnosti v dobavni verigi. In tule ne samo softverom, pa pač vsi. Ker dostkrat se zgodi tudi tule, če smo zdaj pri napadih, če vi ciljate recimo neko banko, ni nujno, da greste na banko, lahko greste v tistega, ki banki dobavljajo software ali pa kakšen hardware ali pa podobnega, in te tako imenovani napadi na supply chain verigi so lahko dosti cenejši tudi za napadalce in pa tudi bolj učinkoviti, ker lahko predrejo ali pa obidejo do tiste zaščite, ki jih že imajo. Tako da ta del ni. In tudi v Sloveniji imamo kar dosti tako imenovanih teh malih pa srednjih podjetij, ki pa res včasih kar nekako pozabijo na informacijsko pa kibernetsko varnost. Ja, ko ste že to omenili, znan je primer Toyote, kjer je v bistvu napad na enega od dobaviteljev v verigi Toyote, mislim, da je šlo za izdelovalca plastičnih delov pa elektronskih komponent, dejansko ustavil celotno proizvodnjo večjih tovarn Toyote na Japonskem. Tako da dejansko lahko preko manjših pride do velikih škod v večjih sistemih. Jaz imam še en lepši primer, ko smo dejansko v Sloveniji, mislim, da prvič tudi dvignili stopnjo ogroženosti zaradi ene knjižnice, ene zelo majhne knjižnice,
ne, ki je pa ogrozila celoten svet in tole še glih mislim, da med Božičem pa med Novim letom, ne, ko se je in so pol recimo, se je tudi dvignil nivo ogroženosti prav zaradi te majhne knjižnice, ki recimo jo vzdržujejo 3 ali 4 ljudje. Kaj se je pa zgodilo, recimo tako, za tiste, ki ne vemo? To je bila točno Milan prav si povedal, to smo prvič takrat dvignili ogroženost po zakonu, to je bila Javanska knjižnica Log4j, že kar nekaj let nazaj in pravzaprav prisotna dejansko povsod in v zasebnem sektorju, v državni upravi. Ranljivost je bila takšna narave, da je dejansko omogočala dostope do sistemov. Še danes se ta knjižnica zlorablja, pa smo že kar nekaj let potem, ko bi morali seveda jo... Kakšna knjižnica pravzaprav je to? To je dejansko ena programska knjižnica, ki se uporablja samo zato, da se stvari logirajo. Torej, čist malo, da se logi zapisujejo neko datoteko, ampak je bilo x let not ranljivost, ne, in pol so ugotovili, razkrili, ne, in to je bilo, ker pa je res ena izmed najbolj uporabljenih knjižnic, je to bilo, rekel, epskih katastrof, ne, recimo na tisoče ljudi je vsega šlo in to govorimo zdaj predvsem o večjih firmah, ne, ta manjše pa sploh niso niti vedele, da jih imajo. Repozitorijev, recimo kode dosti. In če nimaš repozitorija kode, zelo težko potem identificiraš tako ranljivost. Ne? In ta ranljivost je bila zanimiva tudi zato, ker je bila, bi rekel, cross-sektorska in cross-platformska. Se pravi, bila je dejansko na najvišjem nivoju aplikacij in dejansko je pravzaprav kdorkoli je imel v svojem, torej na aplikativnem nivoju knjižnico je bil dovzeten za zlorabe. Tako da takrat je bila kar situacija, moram reči, na svetovni ravni precej dramatična. No, število kibernetskih napadov se tudi v Sloveniji povečuje iz leta v leto. Recimo, jaz se spomnim znanih kibernetskih napadov, naprimer na Ministrstvo za zunanje zadeve, potem imeli smo kibernetski napad na Univerzo v Mariboru, ali pa recimo holding Slovenskih elektrarn. Vemo, kaj se tam dogaja z podatki, z zelo občutljivimi podatki. S tem naraščajo seveda tudi stroški samih napadov. Mislim, da leta 2023 je bilo v Sloveniji škode vsaj prijavljene za cirka 55 milijonov. Kakšni so zdaj zadnji podatki, naprimer za leto 2024? Ja, kar se tiče zadnjih podatkov, zdaj govorimo seveda o beleženih incidentih. To vedno poudarjam. Torej, statistika incidentov je samo en od indikatorjev, ki kaže na ali zrelost določenega ekosistema in države, ko gre za kibernetsko varnost ali pa ogroženost. Zdaj, mi smo formalno v stanju srednje ogroženosti, ker jo moramo po zakonu vsak mesec na novo definirati, tako da, kar se pa tiče samega števila, se seveda gibamo že krepko proti 5000, ampak to seveda govorimo spet o prijavah, ki se dogajajo zlasti na SICERT, SIGOV-CERT in policijo. Dejstvo je, da še vedno ogromno incidentov ni prijavljenih, posebej tistih, ki niso javno vidni, in takšni, kjer recimo sploh, ko gre za izseljevalske kode, ne pride do eksfiltracije podatkov, kjer se lahko žrtev pogaja z svojimi napadalci. To pomeni, da imamo te škode še bistveno več. Res seveda je tudi to, da se v škodo šteje tudi obnova. Tudi če imamo mi dobre, bi rekel, zaznavne mehanizme in če preprečimo lateralno širjenje, moramo veliko ur potem vložiti v obnovo, na novo postavljanje, v novo segmentacijo, lahko tudi v menjavo celo hardverske opreme in to seveda se vse šteje v stroške samih kibernetskih incidentov. Tako da po drugi strani imamo pa poplavo danes oškodovanj posameznikov. O tem zlasti sicer poroča, ker se tudi največ državljani nanj obračajo, kjer govorimo o prevarah, seveda z plačilnimi nalogi, kripto naložbami in tako naprej. To so seveda pa tiste grožnje, ki so pa dejansko fokusirane v posameznika, ne toliko v podjetja. Junija letos je začel veljati novi zakon o informacijski varnosti. Kaj ta prinaša novega, torej pomembnega za podjetja, vis-a-vis trenutne ureditve? Torej, novi zakon že velja, se pravi od junija dalje, tudi tečejo vsi roki za njegovo izvajanje. S tem naj opozorim, da kar se tiče prijav incidentov, torej pomembnih incidentov, so ti roki že začeli takoj. To se pravi, podjetja, ki so zavezanci, morajo pomembne incidente že prijavljati pristojnim CSIRT skupinam, ki so v tem trenutku dve, se pravi SICERT
pokriva sektorje gospodarstva in javni sektor v celoti, vključno z mestnimi občinami, pokriva Segocert na Ursivo. Torej, vsi ti morajo že sedaj, še predno je iztekel rok za ostale ukrepe, prijavljati pomembne incidente. Kateri so, na primer, pomembni incidenti? Pomembni incidenti Sam dava za primer. tako, to so tisti incidenti, ki dejansko vplivajo na bistvene zmogljivosti samega podjetja, na njegove bistvene procese, na njegove torej bistvene produkte, da se ustavi, če tako rečem, lahko njegova proizvodnja, ali pa če bi tako podjetje oziroma nedelovanje takšnega podjetja ogrozilo nacionalno varnost oziroma javno varnost. Recimo primer, če to, kar je Milan prej omenil, dobavna veriga, če imamo neko podjetje, ki je pomembno za delovanje recimo sistema javne varnosti ali nacionalne varnosti, da ima težave z seveda kibernetskim incidentom, tak incident gotovo ima pomembno vlogo in še kar je zelo pomembno, vsi incidenti, ki imajo čezmejne učinke, se pravi z vidika evropskega recimo razumevanja, so tudi pomembni. Zadnjič, če se spomnite, smo imeli primere na letališčih, na Sečovem v Sloveniji, kjer je napad na dobavno verigo, na eno podjetje Collins, v bistvu zaustavil, mislim, da 5-6 letališč, Nemčija, Bruselj, Heathrow in tako naprej. Skratka, to je tipično primer na dobavno verigo, napad na dobavno verigo in imel čezmejne posledice. Tako da, Katere so pa recimo tudi druge obveznosti pomembne za podjetja? In kdaj, za katera podjetja in kaj morajo narediti? Torej, če smo začeli s tem, pred leti, da je bila kibernetska varnost stvar nadobudnih posameznikov, ozaveščenih posameznikov, ki so dejansko skrbeli za kibernetsko higieno, vključno z reševanjem incidentov. Potem smo nadaljevali z NIS-om 1 in z Infom prvim, kjer smo določili eno peščico zavezancev in tudi osnovne ukrepe. Mislim, da smo imeli skupaj 70 zavezancev, smo danes z NIS-om 2 prišli do točke, ko dejansko poskušamo kibernetsko varnost umestiti v jedro družbe oziroma vse bistvene družbene procese. Od sektorjev do vsebin gospodarstva. Tako da danes smo zelo razširili prvič število sektorjev. Mi imamo danes, poleg vseh ostalih iz prejšnjega zakona, nove sektorje od telekomunikacij, potem seveda javnega sektorja, vključno z mestnimi občinami, potem imamo tukaj oskrbo s pitno vodo, odpadne vode. Skratka, tu je digitalna infrastruktura v celoti je zavezana. Tu smo res vesolje, to smo res širili zadevo maksimalno. Po drugi strani smo pa tudi z vidika uveljavljanja zakona razširili obseg na način, da so danes zavezana vsa srednja in velika podjetja. Se pravi, ukolikor imamo vsaj 50 zaposlenih in letni promet oziroma letno bilančno vsoto vsaj 10 milijonov, potem in sodimo v ta sektor, enega od sektorjev iz priloge 1 ali priloge 2 novega zakona, smo avtomatsko zavezani. In da to preverimo, smo tudi zato na Ursi vsi vzpostavili platformo, kjer lahko seveda vsako podjetje stestira na osnovi tega, kaj dejansko počne, zakaj je registrirano, kakšne podatke seveda ima glede svoje velikosti in pač obsega poslovanja, lahko preveri, ali je zavezanec ali ne in v kateri sektor spada. Tako da mi ocenjujemo, da bo vseh zavezancev potem v zakonu čez 1000, od tega jih je trenutno na sektorju, torej na javnem sektorju 173, ostali seveda so pa bi rekel gospodarskih sektorjih. In recimo zagotovo je ena od ključnih zadev poročanje, prijavljanje incidentov. Ja. Kako pa je za samo vzpostavitvijo kibernetske varnosti s temi zavezami, obvezami? Absolutno odlično vprašanje. Torej, obveze so danes tehnične in organizacijske. Torej, kibernetska in informacijska varnost že dolgo nista samo stvar tehnikov. In mi smo v tem zakonu dejansko umestili to področje upravljanja. Se pravi, en od ukrepov je tudi to, da se bodo morala poslovodstva izobraževati obvezno za to področje. Ursil bo ta usposabljanje zastonj, torej brezplačno izvajal in veljavnost bo 4 leta. Torej tudi, če se bodo potem zaposleni iz poslovodstva premikali po posameznih podjetjih, in če bodo zavezanci, seveda ta nova podjetja, bo ta njihov certifikat veljal. To pomeni, da moramo to ozaveščenost predstaviti na najvišjo raven. Potem seveda imamo pa celo plejado ukrepov, ki so zelo konkretni. Mislim, da so skupaj 19. Od tega, da imamo načrt odzivanja na incidente, da imamo popis informacijskih sredstev, da imamo analizo tveganj, da vemo,
dejansko, kaj nas ogroža kot podjetje, poleg seveda kapitalskih dogodkov, geostrateških recimo sprememb, tudi seveda kibernetska varnost. Potem, da imamo politiko od kriptiranja, večfaktorske autentikacije, skratka, izobraževanje, ki je obvezno tako za poslovodstvo kot za zaposlene, da se to nadzira z notranjo revizijo oziroma zunanjo revizijo. Vse to so obveze, ki so v zakonu danes dodatne oziroma drugačne, kot so bile nekoč, in mi s tem pričakujemo dejansko, da bo po eni strani več zaznanih trajnostnih problemov, torej problemov, kjer se ne kažejo tako zelo javno kot incidenti, torej da bomo s tem bistveno bolj natančno našo infrastrukturo, če tako rečemo, ocenili, in da bomo predvsem s preventivo tudi jasno zmanjšali število najbolj resnih oziroma incidentov z največjimi fizičnimi in materialnimi posledicami. Gospod Gabor, vi se konkretno ukvarjate z konkretnimi primeri podjetij, ne vidite ranljivost od blizu na mestu samem. Kaj v praksi dejansko pomeni, ne, to, kar je prej gospod Svete omenil, ne, da morajo podjetja vzpostaviti različne varnostne ukrepe. Kaj to pomeni recimo za podjetja? Kje podjetja najpogosteje odpovajo in kaj bi morala poskrbeti? Ja, zdaj, da morajo vzpostaviti pač neke ukrepe, je zelo širok pojem. Ne. Tole je lahko zminimizirati na čist malo, ne, da tisto ta nujno, ali pa pač se res nalotite. Jaz bi mogoče tule izpostavil, kar smo mi videli, ne, recimo tudi na samem terenu, pa tista podjetja, ki smo jih preverjali, da smo nekako ločili mislim, se je lepo videla že prej ločitev na tiste, ki so regulirana, torej z neko ali zakonodajo, ali z nekimi praksami, recimo, ne vem, bančništvo, recimo od njihovih finančnih zakonodaje do tistih, ki so pač delovala bolj po, rekel, navdihu, ali pa po incidentih, ali pa pač po nekih, rekel, dogodkih, ki so se pač zgodile, ne. In tu se je lepo že videlo, tako da tudi tule je mogoče ZINF, ima NIS2 direktiva en dober preskok, ne, da se bojo pač nekaj treba dogajati. Ne. Lepo se je videlo že mogoče prejšnji teden, ko je prav URSI organiziral konferenco, je bil zelo velik odziv. Ne. Tam Brdo je bilo polno, plus mislim, da je okrog 900 ljudi vsega nas poslušalo ta dogodek. Ne. In se vidi, da vse sveja je pa tole tudi posledica tega, da se je x let pripravljalo oziroma, mislim, ne pripravljalo teren, ampak da so dogodki ali pa varnostni incidenti ali pa ne nazadnje tudi vojne, ne, ki so pač kibernetiko potegnile tudi not, ne, prinesli tega, da so začeli zavedati, da treba bo pač karkoli narediti. Zdaj, kaj, ne, pa kako, pa pravim, dost se bo tule regulativa, ne, in tule vse, kar je bilo omenjeno, kar je gospod Svete prej omenjal, ne, je recimo že v kakšni drugi standardizaciji, če so podjetja nekako že imela prej, recimo vsi kakovost dosti podjetij, ne, tudi članov GZS-ja jih ima, torej ISO 9001, ne, recimo bo zdaj nekako tudi 27001 postal ta, ne, ker bolj kot ne vse te domene, ki jih tudi NIS2 zahteva, bolj kot ne pokrije, ne, tako da ta del vidim, da se bo, ne, je pa to long term proces. Ne, kje so podjetja recimo najbolj šibka? Najbolj šibka? Tu je... Verjetno je spet razlika med velikostjo podjetij, ne, mikro, mala in potem velika, ima druge izzive. Ja, jaz bi rekel definitivno za te spekter majhnih in srednjih podjetij se je lepo videlo pred leti, ko smo imeli tako imenovane kibernetske vavčerje, ne, ko smo to našo digitalno pokrajino spucali zelo kritičnih pomanjkljivosti. Ne. Ta del je bil, sem bil vedno presenečen, ne, ko smo mi sodelavci sedeli, koliko smo res to pokrajino dvignili, ne, ker so bile res take luknje, ne, od starejše programske opreme, recimo, ki je bila, ne, pol odprte stvari, ki ne bi smele biti na internet, do kakšnih, kaj pa vem, slabih gesel, ne, odprtih sistemov, podatkov, ki so ležali kar tam nekje zunaj, ne, tako da tule so tiste ta šibke točke ali pa stopne točke v te informacijske sisteme, pa seveda pol od prodaje, izsiljevanja in vsega naprej, kar prinesejo. No, eden od pomembnih elementov, to, kar smo se že prej pogovarjali, eno je tehnika, drugo je pa seveda človeški faktor, ne. Torej, kaj stisnemo, katero prilogo odpremo, ne. Torej, s tem se vsak dan, mislim, da vsi zaposleni srečujemo in nas je včasih strah pravzaprav narediti neko napako, ne, pa je lahko morda samo nepozornost, ne. Naprimer tudi slaba gesla in podobne zgodbe. To so stvari, ki jih verjetno lahko obvladujemo, ne. Kako pomemben je pa ta človeški faktor v podjetjih? Vprašanje za oba. Ja, zdaj,
človek brez komunikacij pravzaprav izgubi svoj smisel. Se pravi, mi dostikrat tudi z vidika kibernetske varnosti smo v precepu, namreč ko postavljamo sisteme, seveda izhajamo iz tega, da je digitalna infrastruktura med sabo povezana. In ta povezljivost, ki je izrazita prednost in nam je dejansko omogočila razvoj civilizacije, kakršnega danes vidimo, po drugi strani je tudi grožnja. In grožnja na način, da kot ste recimo smo včeraj videli, ena napaka na DNS-u v Severni Karolini in v svet pravzaprav išče neke rešitve oziroma imamo neke izzive z dostopnostjo določenih storitev. To so realna stanja. Zdaj, kje je tukaj človek? Po eni strani se mi zavedamo, da so človeške napake velik vir tudi kibernetskih incidentov. To je dejstvo. In phishing, ribarjenje, če tako rečem, če prevedem, je mogoče ena najstarejših oblik kibernetskih incidentov oziroma priprave na kibernetske incidente in še kar živi. Kljub vsem filtrom umetne inteligenci, ki deluje na obrambnem področju, ozaveščanju, mi tudi seveda financiramo in potem preko VSI-CERT-a izvajamo varni na internetu program, varni v pisarni, poseben namenski program za zaposlene v podjetjih in državni upravi. Skratka, ta investicija je vedno pomembna, vendarle je dejstvo, da določen procent ne bomo nikoli mogli pokriti in bo vedno en del se pravi izzivov, 1% bo vedno ostal. Po drugi strani, ker tudi nov zakon izpostavlja, je pa integriteta kadrov. S tem smo pa delali dosti v Sloveniji predvsej mačehovsko, se pravi, da če sem prej govoril o napakah, torej o človeških napakah, pa zdaj govorim o namernih, bi rekel, človeško pogojenih incidentih, kjer pride do namerne eksploatacije podatkov, celo do sodelovanja zaposlenih z združbami, ki izvajajo kibernetske incidente in nekateri celo zato dobijo potem nek procent odkupnine in tako naprej, oziroma odškodnine. To so vse biznis modeli, ki se pojavljajo danes v svetu. Se pravi, daleč od tega, da bi bili vsi zaposleni v tem smislu varnostno preverjeni ali pa da bi imeli dovolj visoko stopnjo integritete. Poleg tega imamo ogromno danes primerov, ko moramo spuščati v naš lastni proces zunanje izvajalce in majhno kontrolo imamo nad njimi. In zopet je tukaj človeški moment zelo, zelo pomemben in velik lahko vir samih ogrožen. Dejstvo pa seveda je, da če sem pregovoril o napakah, ne smemo poskrbeti, oziroma ne smemo pripeljati zadeve tako daleč, da bomo začeli dvomiti v njeno, torej da bomo začeli kot uporabniki dvomiti v smiselnost digitalne tehnologije in v smiselnost komunikacije. Ker če bomo to počeli, potem seveda bomo imeli resne izzive, tudi gospodarske. No, kljub temu, da so danes phishingi tako dobri tudi s pomočjo umetne inteligence, da tista slavna, bi rekel, slavna navodila, češ kako bomo z jezikovnimi in slovničnimi napakami identificirali morebitne spame in phishing maile, to že davno več ne velja in se na to zanašati več ne moremo. Seveda. Je morda ta človeški faktor pri manjših podjetjih večji izziv oziroma večji vir napadov? Jaz bi rekel, da dejansko na koncu je vedno človeški faktor se konča. Ker tudi vi, če tehnologijo prenesete recimo neko podjetje, nekdo jo bo moral pokonfigurirati. Torej, tudi če state of the art, kako Američani pravijo, all the blinking lights, prenesete na te tehnologije, če ni pravilno konfigurirana, primerno zaščitena, ne bo delovala. Tako da na koncu se vse ustavi pač pri ljudeh. Dosti tule pri teh, tudi, pa ne samo pri manjših, pa srednjih podjetjih, pač vidimo problem, dostikrat, ker dosti stvari outsourcajo, torej pač jih dajo ven in pol kot naročniki pa ne poskrbijo. Oni rečejo, jaz bi imel rad varen sistem in pol pričakujejo varen sistem, da ga dobijo. In če eksplicitno ne preverijo ali pa ne zahtevajo ali pa karkoli, vejte, ga ne bojo dobili. Pač tudi zunanji izvajalci ponovadi težijo tem, tule imate out of the box po nekih defaultnih in tu se dostikrat vidimo, da je tudi največji problem. Imajo tehnologijo, so investirali toliko pa toliko denarja, dostikrat pa zmanjka za tiste storitve, ki jih pa morajo na koncu ljudje narediti, da pa ali ni sredstev, ali se ji pa zdijo predrage. In to je pol tudi tisti ključni faktor, da znotraj, ko pa mi prijemo pregledovati, pa imamo znotraj, ne vem, kako se dosti enostavno izraziti, imamo Mercedes ali pa Ferrarije znotraj, če zdaj tehnologijo pogledamo, ki pa do tretje prestave jih ne prestavimo više in jih ne znamo voziti. In tule je tudi problem.
Ampak če bi recimo svetovali manjšim podjetjem, ki nimajo toliko sredstev, nimajo niti morda IT ekip in tako naprej, za vzpostavljanje, bom rekel, ustrezne varnosti, kaj bi jim svetovali? Omenili ste, naprimer, najemajo zunanje IT službe za določene storitve, pa hkrati nimajo kontrole nad njimi, kaj pravzaprav dobijo. Prosijo za zaščito, mislijo, da dobijo, pa ne dobijo tiste zaščite, ki bi jo potrebovali. Torej, kaj bi bil vaš nasvet morda manjšim podjetjem? Jaz tule lahko čisto z enim konkretnim primerom tule ponazorim. Imeli smo, mislim, da lansko leto en primer. En šef IT je zamenjal službo. In je postal IT šef v neki drugi podjetju. Njegov pogoj, lastniku oziroma poslovodstvu je bil, jaz bom prišel, ampak jaz bom prvo naredil due diligence, da bom videl, kaj sem prišel, kaj je tisto. Mi smo imeli srečo, da je nas hotel prav najeti. In je rekel, ok, zdaj vidim tole, ne tisto, kar so moji predhodniki povedali, ali pa tisto, kar so mi zunanji, se je sam hotel prepričati in je na podlagi tega nastavil recimo načrt, kaj mora zaščititi, to področje je slabše, recimo slabše zaščiteno, to je boljše in recimo na ta način in to so eni izmed samo redkih takih, kot so. Večinoma se na zunaj. Mogoče ena stvar, katera je, zdaj vidimo, tule je vedno tudi pri manjših podjetjih, pa teh, oblak, lokalnega podatki sem pa gor. Mogoče, če pravilno se preselimo v oblak, mi pri nas imamo še vedno on-premise stvari, oblak delno ga uporabljamo. Ampak tudi gor so recimo določeni že, standardi uporabljajo, določene zaščite. Sveda je pa tudi način, kako se premaknete in ta last mile, da se ustrezno tole pokonfigurira. In pa mogoče še ena stvar, torej tako kot mi ponujamo en neodvisni pregled, nam je vseeno, ali je Microsoft, ali je Google, ali je Amazon, ali je karkoli drugega, so ti dobavitelji, da dobijo pol čisto, eno jasno sliko, kje so, torej kje je tisti prerez. Tole je mogoče taka ena dobra praksa. Kako pa lahko država dejansko pomaga podjetjem, ko smo že ravno pri nasvetih, ali pa recimo tudi Ursula pri vzpostavitvi kibernetske varnosti? Obstajajo morda kakšni ukrepi tudi pomoči, predvsem za finančne pomoči za vzpostavitev sistemov kibernetske varnosti? Seveda obstajajo. Dejstvo je, da jaz, kar se tiče kibernetske varnosti, imam vedno enako stališče in tudi na Ursivu sledimo temu. Tehnologija je v resnici privatna, komercialna. Vsi uporabljamo neke komercialne storitve, zdaj bolj ali manj seveda z bolj ali manj podobnimi SLA sporazumi, o tem bi lahko še kaj rekli. Po drugi strani imamo ogromen repozitorij tudi lokalnih specifičnih aplikacij. Seveda hočem povedati, da sama tehnologija država ne bo nikoli mogla dejansko vseh problemov, ki izhajajo iz digitalne tehnologije, sama rešiti. Tudi če bi še tako velike institucije vzpostavili. Kaj lahko naredimo, pa je prvič, da vzpostavimo jasen zakonski okvir, to smo naredili, da vzpostavimo jasne vloge posameznih akterov v ekosistemu, tudi to smo naredili, in seveda, da konkretno potem podpiramo podjetja. V tem konkretnem primeru vašega vprašanja imamo celo plejado mehanizmov že sedaj vzpostavljeni, nekateri pa še bomo. Od tega seveda, da imamo podporo za podjetja, ko gre za njihov status, da imamo v bistvu zbrana navodila o bistvenih ukrepih, da imamo objavljene smernice, da imamo objavljeno orodje, s katerim lahko podjetje samo oceni, torej ga potegne k sebi in lokalno oceni lastno kibernetsko, recimo temu, zrelost in tudi manko, kjer so šibke točke. Potem imamo nenazadnje dokumentacije, ki se tičejo izobraževanja, poslovodstev, zaposlenih, odgovore na vprašanja objavljamo ves čas, kar se tiče zavezancev, prirejamo konference, vse to je v vlogi podporni vlogi samemu gospodarstvu in nadaljevali bomo seveda z preomenjenim nacionalnim koordinacijskim centrom, ki bo v veliki meri tudi omogočil kaskadno financiranje. Zato sicer še potrebujemo zakon, ki je v tem trenutku v sprejemu, kjer bomo lahko tudi evropska sredstva potem lahko na zakonski osnovi podeljevali in usmerjevali potem v
v sama podjetja. In morda še omenjam eno konkretno aktivnost, ki jo delamo na Ursivu že od 2023, in sicer ENISA, že omenjena Evropska agencija za kibernetsko varnost, je takrat štartala pilotni projekt, kjer je želela določenim zavezancem v tistem času omogočiti zelo konkretne storitve. Pa ne se gre to za pen teste, ne gre za pregled, se pravi zunanji kot bi rekel pregled zrelosti, ne gre za odzivanje na incidente, skratka izobraževanja. In mi smo bili tukaj ena od držav, ki smo največ denarja počrpali iz tega naslova ENISA-inega pilotnega projekta in ga tudi že potem uporabili za to, da so naši zavezanci lahko te storitve koristili. Tako da ogromno je nekih aktivnosti, kjer lahko država usmerja navkljub tržnemu bi rekel, značaju same tehnologije in pa tudi podjetij. Ne. Moramo se vseeno zavedati, da državne pomoči tukaj ne more biti. Po drugi strani pa se ravno s takimi mehanizmi v bistvu veliko lahko prispeva k dvigu potem splošne kibernetske odpornosti. Mislim, jaz tule, prej sem že omenil, kibernetske voucherje, kjer so bili prek Diha Slovenije, pa pol podjetniškega sklada. Ravno tudi jaz omeniti, GZS je predlagala to ponovno. Ja, in letos recimo je ful podjetij, torej malih pa srednjih, kjer nas sprašujejo in čakajo. In recimo tule smo zdaj v takem začaranem krogu, morali bi biti lansko leto, pa pol so rekli, da bo spomladi, in zdaj je bilo pol junij in pol junij je bil september in zdaj smo pred novembrom, in še vedno ni. In mala in srednja podjetja tole čakajo. Zakaj? Za tiste, recimo, ki niso kibernetski voucherji, so bili, da je 60% celotne stroškega, torej varnostnega testa, da bi se pogledali, kje je dejansko kibernetska varnost, ni bilo. In tole sem prej omenil, da smo mi res skozi tisto počistili kibernetsko krajino, da še ni bilo toliko slabše v zadnjih, tako mislim, da tistem času po koroni, kar je bilo, in jih čakamo. In tule, recimo, denar naj bi bil, samo se pa ta stvar ne spelje. Tako da je polno priložnosti, in tudi tule se stvari so se tudi izplačali. In tudi feedback podjetij, malih in srednjih, ko smo jim pokazali, kje so vse tiste njihove ranljivosti, v veliki večini primerov sploh niso vedeli, da so tam. No, morda, rekel pobuda, Ursiva skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo lahko doprinese k temu, da se ponovno te voucherji uvedejo. Gospod Gabor, eden od načinov odkrivanja ranljivosti v podjetjih je seveda tudi tako imenovano etično hekanje. Ne bom sam razlagal, kaj to je, bom prepustil vam besedo. In kako pogosto se dejansko podjetja odločajo za to? Ja, zdaj, etično hekanje je čisto enako. Jaz pravim dostikrat, da pri etičnem hekanju delamo nezakonite stvari na zakonit način, pa še plačajo nas. Pač nekako, če tako gledamo. Ampak za dobro kibernetske varnosti podjetij, ne? Ja, seveda, pač z naročilom. Napačne reklame. Zelo jasni seveda z naročilom pogodbo, NDA in vsemi ostalimi stvarmi. Torej tudi stranka ve, da tole delamo, ne gremo kar poprek. Tako da dejansko poskušamo preveriti varnost sistemov, aplikacij, pravim, tudi ljudi nazadnje, in uporabljamo iste načine, iste metode, postopke, tudi orodja, ki jih uporabljajo pravi kriminalci, razen, kot sem prej omenil, s tem, da naročnik tole ve, jo kontroliramo vsego. Je pa tule tudi več načinov, katerih imamo, od črne škatle, torej, da nam nič ne povedo, eni nam vse povedo, in tudi pač glede na sam rezultat oziroma tudi samo zrelost podjetja ali pa organizacije se pač pol te stvari odločajo. Zdaj, koliko se pa odločajo, pa vse, tule največkrat, če ni regulative, se odločajo ponavadi po hajpu od tega, koliko kakšna radio, televizija poroča o incidentih. Recimo, holding Slovenske elektrarne, ko je bil hype, pa pol čez nekaj časa izveni, pa pol. Na srečo, do zdaj, poleg regulative, če ni bilo regulative, so pač incidenti poganjali tudi investicije ali pa stroške ali pa izvajanja teh pregledov. Zdaj, ko se ta nabor teh podjetij tudi širi, ker ni samo NIS2 direktiva, imeli smo pol DORA za finančne ustanove, pol naslednje leto prihaja CRA, torej Cyber Security, Cyber Resilience Act, katerega bo, ker bojo vsi dobavitelji strojnih naprav morali tudi delati. Recimo prejšnji teden sem imel izobraževanje, pa tudi ta teden imam razvijalskih firm, ki delajo produkte, so se začele moramo imeti tole. Ampak ne nazadnje, kje se pa začne vse, če ni commitmenta ali pa zavedanja vodstva, če niso tisti vodilni, največji driver,
pol tudi uspeha ni toliko, ne. Ker recimo dostikrat se zgodi, da IT-jevci ali pa celo notranji revizori so tisti poganjalci, da tole moramo narediti, ne, pa imamo lahko neke svete krave, ne, recimo znotraj, ki pa še vedno hočejo imeti 8 znakov za svoje geslo delijo, ne vem, z vsemi ostalimi, ne, in tako da tu, če je ta pravi driver, ne, poli se tole tudi laže. Samo tako enkrat vem, v eni veliki podjetju, ne, smo prišli, smo pregledali, smo dali priporočilo, da mora biti geslo vsaj 12 znakov dolgo. Ne, in pol to je uprava speljala skozi njihov varnostni forum, ne, so sprejeli tole in čez nekaj časa se je prišel sindikat pritožiti, da njihovi zaposleni pa ne morejo si zapomniti 12 znakov, ne, in so rekli nazaj, ampak v tem primeru je recimo tudi uprava stala na tem, gledajte, tole je zaradi nas samih, ne, in tega bomo, tako da imamo, tule je mrzkaj vidite, res mrzkaj. Verjetno tudi, da je kakšno geslo napisano na ekranu, na listku in lepljeno, da ga zaposleni pod monitorjem enkrat vem, pri enem izobraževanju je bil en sedel gospod, rekel, jaz imam vsa gesla na desktopu. Kakšni datoteki? Ja, dostopi TXT, je tam na desktopu vse, celotna digitalna, tako da. Ja, no, eden od primerov etičnega hekanja je tudi dogodek Cyber Night, ki ga organizira Gospodarska zbornica in je odlična neka platforma v bistvu za povezovanje podjetij, strokovnjakov in pa tudi mladih talentov, ki se ukvarjajo z IT-jem, programiranjem in seveda tudi hekanjem in to poteka vsako leto oktobra na Gospodarski zbornici. Kako so po vašem mnenju pomembni tovrstni dogodki, tudi ne nazadnje za razvoj neke skupnosti, pa ozaveščanje in odkrivanje seveda pomanjkljivosti kibernetske varnosti pri nas, hkrati pa tudi za vzgajanje novih talentov na področju kibernetske varnosti? Ja, kar se Urseva tiče, že od ustanovitve imamo pravzaprav ene od glavnih ciljev, ravno to, da dvignemo število. Torej število v smislu, se pravi, zmogljivosti, kibernetske zmogljivosti Slovenije. Mi vemo danes, in to kažejo ne samo podatki iz mednarodnih vaj, pa tudi ostale ocene, da imamo vrhunske strokovnjake, ampak jih imamo malo. In to je največja, pravzaprav, trenutno bolečina naša, da moramo resnično okrepiti število torej kompetentnih strokovnjakov in taki dogodki so seveda vedno v našem, bi rekel, v naših smernicah in ciljih. Tudi podpiramo seveda in aktivno sodelujemo pri tovrstnih aktivnostih. Kar se pa seveda samega etičnega hekanja tiče, imamo pa tudi zelo jasno stališče, torej mi ga podpiramo absolutno in to tudi na osnovi naših mednarodnih aktivnosti, kajti to, kar smo videli po svetu, vse bolj ali pa najbolj razvite države že uvajajo tako imenovane red time. Se pravi, imamo, če zdaj po vojaško izrazim, red time, ki so ofenzivni del kibernetske zmogljivosti in blue time, ki so obramba. In ti red timi stalno pravzaprav so v stalni interakciji z obrambo, torej lastno, da ne bo pomote, da gre za neke čezmejne napade, ampak red timi stalno preverjajo lastne sisteme in odkrivajo morebitne napake in ranljivosti. In danes imate že CSIRT skupine, ki so razdeljene na red in blue time. Poleg tega si tudi prizadevamo, da bi malce omehčali kazenski zakonik, ker v Sloveniji v tem trenutku je precej rigorozno napisano, kaj je v bistvu kaznivo dejanje povezano z nepooblaščenim vstopom v informacijski sistem, tako da bi vsaj približno mogoče malo sledili nekemu uzakonjenju white hackinga, kot se temu reče. Res pa seveda je, da to, kar je kolega Milan rekel, to ne sodi v kazenski zakonik, ker tukaj se samo podjetje odloči, da bo takšne zunanje, recimo temu, napadalca najelo. Ja. Tako da po drugi strani pa smo tudi v NIS-u morali, in smo to naredili, določili CSIRT skupino, v našem primeru Slovenije to CSIRT, ki je odgovorna, torej ki je pristojna skupina za prijavo, se pravi, ranljivosti, kajti mi moramo tudi kot država vzpostaviti sistem odgovornega sporočanja ranljivosti in v tem primeru moramo tudi skupino določiti, ki bo to zbirala in v našem primeru je to CSIRT. Tako da z tega zornega kota mislim, da absolutno so to vrstne aktivnosti pomembne, kajti danes želeli ali ne,
nismo več ne otok in ne mehuček v svetu. In če bomo mi pred napadalci ugotovili, kje so naše glavne pomanjkljivosti, bomo imeli vsaj v teoriji nekaj časa, da bomo to zakrpali, sicer bo to naredil napadalec in bomo imeli bistveno večje stroške in posledice. Morda še? Ja, jaz vem, jaz aktivno sodelujem pri pripravi Cyber Nighta, tako da vem, s kakšnimi težavami se soočam. Definitivno je eden izmed problemov, ja, vsi dosti je govora o kibernetski varnosti, pa ko treba pa več določene aktivnosti pripraviti, izvesti. A ne nazadnje tudi mogoče kaj sponzorirati, pa dati, ne pa se pa stvari ustavijo. Tako da tule mogoče apel pravzaprav tako kot pravimo, da je oktober mesec kibernetske varnosti, dejansko bi moral biti vsak mesec kibernetske varnosti. In tule mogoče tudi manjka, recimo jaz gledam, recimo druge evropske države, recimo tudi za tekmovanja, ki jih URSIV podpira, da te mlade pošiljamo, recimo mi izbiramo med 20, 30. Recimo medtem, ko Češka, Romunija izbira med 7 pa 3.000 do 7.000 ljudmi, torej kapaciteta ta definitivno manjka, tako da tu je še eno področje, katero treba zaradi same popularizacije, drugo zaradi določenih stvari, recimo tudi sem bil zraven, poleg Hack Kluba v Feri, kjer ga smo ga malo ustanovili, imate ga tudi tule, imate Dragon Sake v Ljubljani, ampak tole dosti delamo, entuzijastično in pač s tistimi sredstvi, ki jih dobimo, pač tudi sami tega pokrivamo. Ta del mogoče še tule manjka, ker tudi evropska, vemo, jaz upam, da zdaj tudi z NCC-jem, pa s tem se bojo določene stvari, ker denar je tam, za to za zbildati, je pa res, da nam manjka kapacitete, gledajte. Danes je zelo težko dobiti dober kader in večinoma ljudi, pa tistih, ki jih interesirajo, jih moramo pol tudi se priučiti, ta del. Dejansko ima IKT področje največji manko. Slovenija je, mislim, da na repu po številu strokovnjakov, ki bi jih potrebovali za to področje. Ja, ker mogoče se ne zavedamo, tule je, smo se že prej povedal, če pride do resnega incidenta, mislim, res takega hudega incidenta, mi v Sloveniji zelo težko eno dobro ekipo zberemo, ki tole se z njim sooči, pa ga reši, pa karkoli drugega. Morda še, ja, to se popolnoma strinjam še, kar se tiče tega kadra, ki ste omenjali. Seveda nam manjka oboje, nam manjka torej upravljanje z IT-jem, pa z IKT-jem in pa varnostni vidik. Ampak če se zdaj konkretno recimo usmerimo na incident. Seveda je pomembno, da ga zamejimo, da ne pride do širitve, da zberemo neke forenzične artefakte in jih potem analiziramo, da probamo izločiti v bistvu, kateri so bili faktorji, ki so pripeljali do incidenta. Vendarle, 80% sanacije ni stvar več security-ja. 80% sanacije, ko pride do kibernetskega incidenta, je stvar na IT upravljanju. Se pravi, je stvar v potem strokovnjaki za aplikacije, za networking, za Windows, Linux, strežniške sisteme, ki v osnovi to ni core, bi rekel, security in varnostna dimenzija digitalne tehnologije. In tega vsega manjka, tako da to je problem. Zato je še toliko bolj pomembna pobuda gospodarstva in Gospodarske zbornice Slovenije, da država le uvede računalnično informatiko po celotni, bomo rekli, vertikali, tako izobraževanje, ne samo v 7. razred osnovne šole. Poznam primer recimo iz Švice, tam se od malega učijo, sorodnike imam tam, se učijo robotike, informatike na različne načine. Skozi igro najprej, potem pa programiranje, ampak to že v osnovni šoli v začetnih razredih. Tako da in potem skozi celo, bom rekel, skozi vse stopnje izobraževanja naprej, nadgrajujejo. Tako da, ja, ampak dobro, o tem, kdaj drugič. Morda za zaključek samo na kratko, kateri bi bili 3 nasveti podjetnikom, torej kaj naj naredijo podjetja, kaj naj uvedejo že danes, da povečajo kibernetsko varnost. Vem, da je zelo kompleksno, pa vendarle, če bi morala nekomu svetovati na hitro, kaj bi svetovala, glede na to, da smo v podcastu Poslovni nasveti? Če jaz mogoče začnem, jaz bi kar začel z osnovo. Tako kot imamo popisano vsa materialna sredstva, naše produkte, naše dobavitelje, fizičnega recimo delovanja, moramo se vprašati dejansko, kaj in kje in zakaj IT uporabljamo. To mora vedeti popolnoma vsako podjetje, ker če tega ne ve, potem pravzaprav IT niti ne bi rabili. In torej to je prvi ukrep, popis teh sredstev. Drugi ukrep, ki bi ga absolutno potem morali izvajati, je
izhaja iz tega, da ne verjamemo nobeni tehnologiji, da je 100% varna in da bo vedno varna. Tudi če jo kupimo kot security certificirano, ne pomeni, da bo vedno varna, da se ne bo nikoli zgodil določen, se pravi, vdor ali pa ranljivost. Torej, stalni monitoring in dejansko stalno zavedanje, da pridemo do neke dejanske, bi rekel, ocene tveganja. Ocena tveganja mora biti narejena za popolnoma vsako podjetje, pa ne ima 10 ali pa 1000 zaposlenih. In točka 3, seveda vedno razmišljati tudi o tem, o najslabšem možnem scenariju. Torej, dejstvo je, da je zelo velika verjetnost, da se bo nam nekaj zgodilo, ali bo to fizična grožnja, ki bo prizadela IT, se pravi potresi, poplave, ali kaj podobnega, ali človeška, ali kibernetska. Torej, ne samo odzivanje na incident, ampak seveda, kako bomo mi preživeli to izkušnjo. In še nekaj ne omenjam. Zdaj se skoraj da vedno pojavljajo ransomware, torej izkrivljalski napadi v vsaj 2 dimenzijah, če ne celo 3, torej v enkripciji in tudi v eksfiltraciji. Da omenim eksfiltracijo. Če pride do eksfiltracije podatkov, osebnih podatkov, so podjetja podvržena GDPR-u, smo mogoče malo zanemarili. In veste, kakšne so tudi sankcije po GDPR-u za podjetja, in se lahko celo zgodi, da sankcija zaradi neke regulative potopi podjetje in ga spravi v stečaj. Torej ne kibernetski incident in odkupnina napadalcem, ampak posledica pravna, ki iz tega izhaja. Skratka, To zelo dramatične posledice. zelo dramatična posledica, in to mislim, da so 3 zadeve, ki absolutno se tičejo vseh, ne glede na velikost. Gospod Gabor. Ja, jaz bi rekel, glede na to, da smo še vedno družba gesel, torej pač še vedno največ, recimo vsi infostilerji in vse, pač so še vedno za našimi gesli, tako da definitivno nekaj boljšega od gesel, torej ali večfaktorska autentikacija, ali PESKI, ali naprave, s katerimi se prijavljamo oziroma autenticiramo, tako da tule je prva stvar. Druga stvar, danes je definitivno nuja na končnih odjemalcih, da imamo neko napredno, torej tisti basic antivirus, ki ga prijemo danes več ni dovolj, ker vidimo, da napadalci so napredni, tako da tudi tule, če bi podjetja imela vse na teh odjemalcih, bi bilo bistveno manj takih ali drugačnih incidentov in tudi statistika bi bila najverjetneje malo drugačna. In pa tretja, kar pa opažamo, je pa vidljivost. Torej, če se vas že nekdo loti, torej visibility, da veste, da se vas je nekdo lotil. Ker če nekdo praska po vaših vratih, v fizičnem svetu bi tole dosti hitro opazili. Nekdo trka pa razbija. Recimo po internetu pa vam lahko po spletišču, po vaših požarnih zidovih, aplikacijah praskajo in nič ne vidite. Zato tule recimo tudi mi opozarjamo, da vdorni testi niso samo to, da pokažemo, kje pa kaj je, ampak da tudi se ta nivo dvigne, da oni vidijo, da se nekaj dogaja. In ta visibility oziroma vidljivost je tudi zelo pomembna, ki jo lahko dobijo na različne načine. Da če se te nekdo loti, da veš, da se te je lotil. Zdaj pa res zadnje vprašanje. Kje lahko podjetja dobijo več informacij, morda pomoč, ko in če je ta potrebna? Kar se tiče državnih organov, definitivno za podjetja je prva točka, ko gre za incidente in tako naprej, SICERT, tako da so znani podatki, kar se tiče prijav na njihovi spletni strani, tudi seveda naš urad, kar se pa jasno tiče ukrepov, in ki sem jih prej omenil, ki so mehki ukrepi, ki so preventivni ukrepi, pa mi razvijamo pravzaprav znotraj urada svojo, če tako rečem, blagovno znamko ncc.si, tudi na socialnih omrežjih, tako da vse, kar se tiče podpore podjetij, od izobraževanja, vaj, potem tudi financiranja v bodoče, se bo delalo v okviru branda ncc.si. Ja, jaz bi rekel danes, največkrat zdaj vprašate GPT, torej pač umetno inteligenco, kar trenutno dela, ampak se halucinira. Ja, zelo halucinira, ampak recimo dogodki so zelo dobra priložnost. Vidimo, da od Ursija prejšnji teden je bilo ful dobro, tam izmenjava, zdaj imamo tudi znotraj tu Cyber Night, kateri bojo mladi prišli, pa imamo kibernetski tsunami, ker ga 7. prihaja tudi v teh prostorih GZS-ja, kateri bo. Tako da mogoče tule Slovenci ta del, takšne dogodke premalo izkoriščamo, jaz pravim, da sharing is caring, da tudi izmenjavo, da tudi če so te pohekali, pa jaz sem bil prav presenečen, recimo, ko je šef IT-ja Mariborskega univerze pol hodil pa razlagal, kako so nas pohekali, recimo, brez dobre prakse. Recimo, to je v tujini
tudi dobra praksa, da pol poveš, da se karkoli z tega naučijo. Tako da tile dogodki, ne, pa ne samo, da greš tja, ampak da dejansko tudi pošeraš ali pa probaš zvijeti, ne, tudi vprašati koga drugega, je po mojem zelo dobra praksa, več kot tistega, kar najdete na internetu. Gospod Sate, gospod Gabor, bili smo zelo izčrpni, tudi slikoviti in konkretni tudi nasveti, tako da hvala lepa za obisk in za deljenje vajnih izkušenj. In upam, ja, da ob letu Osorej bo statistika vsaj ubranjenih kibernetskih napadov boljša. Hvala lepa. Prosim. Hvala za vabilo.